Mislim, da ni potrebno, da slovenski utrip podrobneje predstavljam, zdaj ga v bistvu vsi že kar dobro poznamo. Gre za mesečno raziskavo, ki se izvaja od aprila 2009, nekako pod okriljem, kot omenjene, Fakultete za uporabne družbene študije iz Nove Gorice. Tokratna majska se je v bistvu ukvarjala z odnosom do Evrope kot tiste stalne teme, ki se vleče v bistvu skozi leta. Ostala v bistvu vprašanja so pa nekako bolj aktualnega značaja, gre v bistvu tokrat za vprašanja o nameravanju udeležbi na referendumih, dober dan, na referendumih 5. junija. Gre v bistvu za vprašanja o podpori strankam, podpori vladi in tako naprej. No, da ne bom prehitevala, naš čas anketiranja tokrat, se opravičujem, tukaj je napačen datum, 2011, od 3. do 6. maja, zadeva le ni toliko stara, kakor je tle napisano, s klasično metodo telefonske ankete med polnoletnimi prebivalci Republike Slovenije na vzorcu 910 oseb. Sicer je bil pa vzorec kasneje obtežen po spolu, starosti, izobrazbi in tipu naselja. Se pravi, obtežen na način, da je zagotovljena možnost generalizacije rezultatov. Se pravi, da lahko govorimo da lahko rezultate v bistvu posplošujemo na populacijo. Zdaj, prvo vprašanje je pač iz tega sklopa odnosa do Evrope oziroma do Evropske unije. S našim anketirancem smo v bistvu našteli eno celo paleto elementov in jih v bistvu spraševali, kateri od teh po njihovem mnenju najbolj označuje oziroma najbolj karakterizira današnjo Evropo. Anketiranci so seveda ocenjevali z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pač pomeni kot običajno, da je element povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben. Rezultati, kot vidite, so primerjani z letom 2009 v rdečih stolpcih, v zelenih so stolpci za letošnje leto, se pravi za 2011. Imam pa jaz v bistvu tle nanizane, da se ne bomo v bistvu podrobneje spuščali v te številke, nekatere, recimo temu, rezultate, ki jih je dodatna analiza pokazala. V bistvu, tako kot leta 2009, tudi letos kot najbolj opredeljujoč element Evrope v bistvu anketiranci navajajo evro, se pravi denarno valuto, najmanj pa razsvetljenstvo kot tisti element, s katerim se opredeljuje današnja Evropa. Sicer pa ocena pomembnosti evra pada s starostjo ter se povečuje z izobrazbo, glede na dohodek pa ga najvišje ocenjujejo tiste osebe s srednjimi dohodki. Potem imamo oceno pomembnosti demokracije, ki v bistvu pada s starostjo, narašča pa z izobrazbo in stopnjo urbanosti, je pa ta ocena nižja kot v letu 2009. Potem imamo naprej ocena pomembnosti evropske zgodovine, ki nekako narašča s starostjo, pada pa z višino dohodka. Ocena evropske zgodovine, recimo, če gremo, je tukaj dokaj, v bistvu dokaj nizko, tle v bistvu imamo, če bo vidno tlele, se pravi, ocena pomembnosti pada, se pravi, že na drugi polovici lestvice. Potem imamo oceno pomembnosti varovanja človekovih pravic, tudi ta ocena je v bistvu v letu 2011 nižja kot v letu 2009. Kot pomembno pa jo ocenjujejo, se pravi, tisti, ki so starejši in v bistvu tisti, ki so bolj izobraženi. Evropska kultura se zdi pomembna predvsem tistim v srednjih letih ter podpornikom sedanje vlade, medtem ko ocena pomembnosti krščanstva narašča s starostjo ter pada z izobrazbo in višino dohodka. Zanimivo, razsvetljenstvo se zdi pomembno predvsem moškim, tistim v srednjih letih in poklicno izobraženim, je pa kot rečeno ocena nižja kot v letu 2009. Po drugi strani pa se zdi evropska zastava bolj pomembna ženskam, se pravi kot element, ki opredeljuje Evropo.
Z njimi se bolj identificirajo tudi prebivalci manjših krajev in pa podporniki sedanje vlade. Sicer ocena pomembnosti evropske zastave narašča s starostjo ter pada stopnjo izobrazbe in višino dohodka. O vladavini prava, v bistvu ta element se zdi pomemben predvsem tistim v srednjih letih in tistim brez dohodkov, ne pa prebivalcem Goriške regije in nasprotnikom sedanje vlade. Ocena pomembnosti narašča s stopnjo izobrazbe, to je tudi v bistvu nek tak zdravorazumski zaključek. Sicer se pa večnacionalnost po drugi strani zdi pomembna predvsem tistim v srednjih letih, ponovno prebivalcem urbanih področij, manj pa zanimivo prebivalcem Goriške regije. Narašča pa ocena pomembnosti v bistvu s stopnjo izobrazbe. Poglejmo še Evropska komisija in Evropski parlament. V bistvu podpora obema institucijama je v letu 2011 nižja kot v letu 2009, se pa Evropska komisija zdi pomembna predvsem ženskam in podpornikom sedanje vlade, medtem ko podporniki sedanje vlade tudi nekako ocenjuje Evropski parlament kot pomemben. Če gremo na naslednje vprašanje, da s tem nekako zaključimo ta evropski del, v bistvu na vprašanje, kako se naši anketiranci osebno počutijo kot evropski državljani, v bistvu zdaj že tretje leto zapored opazujemo upad tistih, ki na to vprašanje odgovarjajo pritrdilno, tokrat v bistvu za skoraj 6%. Ob tem pa vidimo narašča število tistih, ki na to vprašanje odgovarjajo z ne, se pravi tisti, ki evropskega državljanstva ne občutijo, pa upada pa tudi delež tistih, ki so nekako neopredeljeni oziroma so odgovarjali na vprašanje z ne vem. Če pogledamo pobližje, kot evropski državljani se počutijo predvsem podporniki sedanje vlade, to pač pokazala nadaljnja analiza, ostalih nekih značilnosti pa v bistvu ni bilo mogoče izračunati.